naši rubriki Top 5 pa pol imamo 7 zavrnjenih filmov in serij. Poglejmo si številka 7. Prvi zavrnjeni film je delo stranke SD, imenuje pa se Fajon King. Film, za katerega je gospa Fajon rekla, če mi ne uspe postati premijerka Slovenije, mi bo vsaj uspelo postati kraljica džungle. Pojmo naprej, naslednji zavrnjeni film je delo stranke LMŠ, imenuje pa se Šarčarjev seznam, kjer gospod Šarec res skriva žide, ampak jim v menzi iz svojega kempa namesto hrane postreže s kuharskimi prispodobami. Film številka 5 je prvi muzikal stranke Levica, nosi pa naslov Mama Miha. Film se vrti okrog glavnega junaka Miha, ki bi rad zamenjal spol in na svojem telesu izkusil čudež rojstva. Nadaljujemo z našim ministrom za obrambo. Njemu so na žalost zavrnili film Toninja želve. To pa zato, ker si ga gledalci na nikakršen način ne morejo predstavljati v akcijski vlogi. Pojmo naprej. Avtor naslednjega zavrnjenega filma je Robert Golob, ki je naredil slovensko adaptacijo serije Witcher, imenoval pa jo bo Ptičer. Škoda, da mu ni uspelo, ne glede na to, koliko je Golob Ptičerja povzdigoval v nebo. Serija nažalost ni dobila kril. Zadnji dve zavrnjeni deli pa je naredil vodja NIJZ, Milan Krek, in sicer na mestu številka 2 je serija Star Krek. Serija, v kateri gospod Krek nažalost ne odkriva novih svetov in civilizacij, ampak se sooča z resničnostjo staranja. Njegovo drugo delo in naš zavrnjen film številka 1 pa je film Krekmenčkovi, kjer gospod Krek govori o tem, kakšen je bil svet, ko je bil še mlad. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.